Razmere na trgu so problematične tudi z vidika izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu. Prosim za besedo gospoda Požarja. Torej, za začetek lahko povzamem ene ugotovitve. Trenutno situacija je, da je veliko velikih gradbenih podjetij, kot so SCT, Vegrad, Stavbar, MTB, Gradis Celje in moče še katera v prisilni poravnavi ali v stečaji. Vsa ta podjetja so 2-3 leta nazaj imela več kot milijardo evrov letnega prometa, danes zapuščajo breme svojih obveznosti 400 do 500 milijonov, kar je lahko razvidno iz njihovih bilanc. Komu zapuščajo ta bremena? Ta bremena zapuščajo dobaviteljem, kar pomeni v bistvu podizvajalcem. To so terjatve podizvajalcev in dobaviteljev do teh podjetij, katera bojo minimalno poplačana v roku 5 let. To je neposredno breme in največji problem, zaradi česar bo v naslednjih mesecih situacija bistveno težja in bistveno hujša, kot je danes. Govorimo, to bo imelo neposredni vpliv, da bo več 100 podizvajalcev končalo v stečajih, kajti podizvajalci imajo prav tako seveda možnost prisilne poravnave, ampak podizvajalci več niso toliko dolžni dobavitelji in podizvajalcem so v glavnem dolžni banke, ker so banke izločitveni upniki in te podizvajalci bojo končali v stečajih, delavci pa na cestah. To je začetek. Druga situacija je, seveda se globoko strinjam z mojimi predhodniki, ki pravijo in podpiram to idejo država, dajte nam več dela, dajte nam več naročil. Moram pa temu dodati sledeče, da vkolikor ta naročila ne bodo zakonsko urejena, vkolikor bojo ta naročila po sistemu najnižje cene, potem je veliko bolj enostavneje, da gremo v stečaj danes, kot čez 2 leti z veliko večjimi bremeni. Sistem najnižje cene, kjer izvajalci, gradbinci namesto 5% popusta v letu 2008, lansko leto dajo popust 43-45%, ni samo, kot je gospod Selek rekel, nizka cena, slaba gradnja, ampak je tudi ob tem programiran natek, po domače povedano. Kar ti jasno je, da če material stane 10 enot in ti projekt prodaš za 7, pomeni, da tega materijala ne boš plačal. In če država to podpira zaradi enostavnosti, zaradi opravičil državnih uradnikov, da so prigospodarili, potem pomeni, da ne bo nič boljše. Potem pomeni, da bo bistveno slabše. Druga ureditev, ki je potrebno tu speljati, če govorimo še vedno o javnih naročilih, je sprememba zakona, definiranje podizvajalca. Podizvajalec ni samo izvajalec glavnega izvajalca, kajti temu se glavni izvajalci spretno izognejo in ustanovijo hčerinsko podjetje, fiktivno hčerinsko podjetje, ki je upravičenec za plačila z javnih naročil. Podizvajalec je tisti, ki je v stvarnosti določena dela izvedel, kateri ima podpisane situacije ze strani nadzora na gradbišču, kateri bo jamčil in servisiral svoje izdelke in opremo, ki je vgradil, kateri preda ustrezne garancije za ta servis in kateri mora dobiti poplačano to, kar je naredil in to, kar je nadzorni inženir prevzel. Danes temu ni tako. Danes temu ni tako in to vam lahko navedem in dokaže več primerov. Od Darsa na Prekmurski cesti do Ministrstva za kulturo v primeru opere in še dalje in še dalje. Druga tema so plačila v privatnem sektorju, skratka privatnih investicijah. Privatne investicije, poznamo situacijo, kaj je bilo, ne bi izgubljal besed,
primer, kjer je bilo več kreditov, kot je vrednost investicije, kjer se je zemlja kupovala na leasing, gradilo se je na kredit, kjer so se podizvajalci in tudi izvajalci poplačevali z naslova bodočih donosov in smo podizvajalci, izvajalci prevzemali status soinvestitorja in tako dalje in tako dalje. Lahko rečem nekaj izkušnje iz tujine, skratka iz nemškega trga, kjer smo prisotni, so nam povedali sledeče. Vse to, kar vi imate danes, smo mi tudi imeli pred 10-15 leti in zato je nastalo projektno financiranje po modelu Basel II, bančne pravila, kjer je definirano vse financiranje, kar pomeni, da graditi gre tisti, ki ima zaprto finančno konstrukcijo, da banka postavi 2 projektna računa, kar pomeni stroškovni, prihodkovni in plačila na osnovu seveda potrjenih situacij izvaja izključno banka. Investitor nima dostopa do financ, dokler ni projekt zaključen. Na drugi strani imamo prihodkovni račun, na katerega se nabirajo sredstva z naslova prodaje. Takšno financiranje ponuja varnost za izvajalce, torej gradbince, za podizvajalce, za dobavitelje, za investitorja, kajti ve, v kaj se spušča, finančna varnost, za uporabnika, za projektante, tisto, kar bojo ustavili projekt, bo potem tudi izvedeno. In ključni problem pri tem je, da tudi, da je prišla do tega, je, da je država imela preveč ohlapne, oziroma da imamo v državi preveč ohlapne zakonodaje, ki je vse to omogočalo. Glejte, ne moramo se sprenevedati. Gradbeno podjetje, kjer je 2-3 leta nazaj imelo 550 milijonov evrov letnega prometa po cenah, ki niso bile najnižje, kajti izvajalo je dela na avtocestnih programih, kjer so bile dogovorjene cene. Ta gradbeno podjetje ne more danes izkazovati več 10 milijonske izgube. Drugi razlog je, da so imeli top management, da so imeli desetine odvetnikov, da so v stroki desetletja, da poznajo oscilacije, da poznajo razmere, da poznajo panogo, da poznajo tujino in prisilna poravnava ne more biti izhodišče in opravičilo za takšno neodgovorno ravnanje. Tega v Sloveniji ne smemo dopustiti, ker prisilna poravnava v takšnem primeru je enostavni nateg. Mi smo, recimo primer naslednji, gledajte, v vseh teh stečajih in prisilnih poravnavah podizvajalci in dobavitelji trgovskega blaga še dan danes, podizvajalci na srečo od 1. januarja 2010 več ne plačujemo DDV-ja. Vsi ostali imamo DDV v teh stečajnih postopkih. Razumete to? To pomeni, da ta DDV bomo dobili vrnjen ob koncu stečajnega postopka za 5 let. To pomeni, da poleg vseh bremen kreditiramo še državo. In zaradi te situacije, zaradi tega bremena, zaradi tega več 100 milijonskega bremena, ki ga podizvajalci in dobavitelji nosimo, je naš predlog državi. Pomagajte nam, ker sicer nas bo propadlo več 100. Daj smo predloge jasne. Jaz vam jih lahko potem tudi razdelim in ta zadeva je takšna, da recimo nam podizvajalci in dobavitelji, tisti, ki imamo svoje terjatve, velike terjatve do stečaj, torej do naših dolžnikov, ki so v stečaju ali prisilni, da se nam za 3 leta ukine davek z dobička, da se nam ukinejo ali pa delno ukinejo davki z naslova plač zaposlenih, vkolikor le te obdržimo, da se nam pomaga pri subvencioniranju obrestnih merih, da se nam pomaga pri zavarovanju in tako dalje. To so konkretni predlogi. Če država ne bo tega nič konkretno naredila, če bomo samo besedičili, tako kot do zdaj, vam povem, ker čez 6 mesecev bomo spet sedeli v takšni zasedbi, bomo lahko sam šteli, tako kot zdaj lahko preštejemo, koliko je gradbincev, tako bomo takrat čez pol leta prešteli, koliko podizvajalcev je. In verjetno bo številka večja.
po številu zaposlenih sigurno. Tako, jaz bi samo za konec še dodal, da naše predloge, ki bom posredoval potem naprej, v celoti podpira tudi združenja Aloplasta, ki združuje 80% vseh proizvajalcev oken in fasad v Sloveniji in imamo v celoti njihovo podporo tudi. Hvala lepa. Hvala lepa.